Tudi peti krog ni za nogometaše Dravinje prinesel bistvenih sprememb. Tekmo na domači zelenici, ki so jo odigrali na domači Dobravi v soboto 1. septembra, pred okoli 100 gledalci so izgubili z rezultatom 3:5. V prvem polčasu je za domače nogometaše kazalo še nekoliko huje, saj so izgubljali kar 4:0. Prvi gol na tekmi je za gosta že v drugi minuti srečanja dosegel Josip Golubar, ki se je sam znašel pred vratarjem Klevžetom. Po dveh nevarnih prostih strelih, prvem v 4. minuti Gorana Schneidera, ki ga je izvajal z roba kazenskega prostora in ga je obramba izbila z golove črte, in drugega v 8. minuti z okoli 35 metrov, katerega je Klevžetu uspelo izbiti nad prečko, je sledil drugi gol na tekmi. Strel iz kota, najvišji skok Miha Kokol, ki je prednost gostov povečal na 0:2. Do tretjega gola je goste popeljal Aleš Čeh, ki je zanesljivo izvedel kazenski strel z 11 metrov, ki ga je po prekršku Boljanovića piskal glavni sodnik Roberto Ponis iz Kopra. Prvo priložnost so domačini imeli v 27. minuti, žal je Timotej Černec žogo poslal nad golom v gol out. Zadnji gol v prvem polčasu so dosegli gostje v 41. minuti, ko je po napaki domače obrambe zadel še Doris Kelenc in s tem povečal vodstvo gostov na 0:4. Tudi drugi polčas se ni pričel bolje za nogometaše Dravinje. Prvo priložnost za zadetek so imeli gostje v 53. minuti, Tomaž Avguštin, vratar Dravinje Klevže uspel braniti. 2 minuti kasneje so uspeli gostujočega vratarja premagati tudi domačini in doseči gol za znižanje rezultata na 1:4. Podaja Tadeja Gabra, gol Andraža Žureja. V 63. minuti znova poskus za Zavrč, Goran Schneider čez gol. 10 minut kasneje je zmanjšanje rezultatske prednosti Zavrča, Urban Čander mojstrovsko za Eurogol z okoli 20 metrov za znižanje na 2:4. 80. minuta je prinesla hladen tuš za domače. Neodločnost na robu 16-metrskega prostora in strel Josipa Golubarja za povečanje prednosti na neulovljivih 2:5. V 85. minuti še ena priložnost za Zavrč, Klevže zanesljiv. Za zadnje znižanje prednosti gostov je v 86. minuti po samostojnem prodoru poskrbel Andraž Žurej, ki je zadel za končnih 3:5. Sezona 2012-2013 se odvija na podoben način kot lanska. Upamo, da bo Dravinja našla priključek ostalim ekipam v ligi in ne bo do zadnjih tekem trepetala za obstanek, ter da ji bo uspel vzpon z nadigaške lestvice že v jesenskem delu. Glavni sodnik Roberto Ponis je na tekmi pokazal 4 rumene kartone, od tega 3-krat domačim igralcem in 1-krat gostom iz Zavrča. Zaenkrat so zadnji z enim remijem in eno osvojeno točko. Najbližji so jim gostje iz Zavrča, ki so osvojili prve 3 točke v prvenstvu, nekoliko više sta še ekipi Krškega in Bele krajine s 5 točkami v prvenstvu.